Medtem ko vi sami in tudi predsednik Trump pravite, da je že prišlo do spremembe režima. Režim še vedno napada svoje zalivske arabske sosede, vključno z Zaje, kar me vodi do naslednjega vprašanja. Rad bi, da prisluhnemo zanimivim izjavam ameriškega veleposlanika v Izraelu, Mika Hakabija, ki jih je prejšnji teden podal o odnosih med Zaje in Izraelom. Prisluhnimo. Ali lahko izrazim globoko hvaležnost in občudovanje Združenim arabskim emiratom? Mislim, da so Zaje zgled. Bili so prvi član Abrahamovih sporazumov. Ampak poglejte, koristi, ki so jih imeli kot rezultat tega. Izrael jim je pravkar poslal baterije sistema Železna kupola in osebje, ki jim pomaga pri upravljanju. Kako to? Zato, ker obstaja izjemen odnos med Zaje in Izraelom, ki temelji na Abrahamovih sporazumih. Torej, vaša ekscelenca, mislim, to so precej izjemne izjave. Kako pomembna je bila podpora, ki jo je Zaje prejel od Izraela? Mislim, dajmo to povedati tako. Imate Egipt, ki je podpisal z Izraelom. Imate Jordanijo, ki je podpisala z Izraelom. Ti imajo mejo z Izraelom, ampak Zaje nima meje. Obe državi, veste, verjameta v sobivanje, verjameta v tehnologijo. Verjamem, mislim, da je gospodarstvo najpomembnejše. Še vedno verjamem v to, kar je rekel njegova visokost šejk Mohamed Ahmed Rashid. Ne dovolite, da politika vodi gospodarstvo, ker ga bo uničila. Naj gospodarstvo vodi politiko, ker bo to prineslo rezultate. Mislim, da je gospodarstvo lahko najboljša usmeritev za vsak odnos, ko enkrat obstaja. In vidite, tukaj živi toliko Izraelcev, živijo v harmoniji, živijo v sožitju. Ko se znebimo vsega sovraštva, mislim, da smo imeli 70 let sovraštva, tega smo imeli dovolj. Izrael ni napadel. Izrael nas ni napadel. Iran nas je napadel. Zakaj torej gojim zamero do Izraela in ohranjam harmonijo z Iranom, ki nas napada dan in noč? Prav, ampak želim vztrajati pri tem vprašanju, ker govorimo o nečem več kot le o gospodarskem sodelovanju. Govorimo o pošiljanju baterij zračne obrambe Iron Dome in izraelskega vojaškega osebja za upravljanje teh baterij. To je zelo pomembno in presega kakršnokoli vojaško sodelovanje, v katerem je Izrael sodeloval s svojimi sosedami, Jordanijo in Egiptom, ki ste jih omenili. Torej, kam želi Združeni arabski emirati, da se to vojaško sodelovanje z Izraelom razvija v prihodnje? Mislim, da sodelovanje sega precej dlje od tega in sodelovanje obstaja. Izrael je bil napaden strani Irana. Združeni arabski emirati so bili napadeni strani Irana. Torej, imamo skupnega sovražnika med nami. Če torej ne stopimo skupaj, da odbijemo tega sovražnika, bomo imeli veliko težav. Mislim, da je to moje mnenje. Mislim, da mora režim biti odstranjen. To je moje mnenje. To ni povezano z vlado ali čemarkoli. Torej, mislim, da je ta režim imel 47 let življenja v harmoniji. In ljudje so poskušali, veste, sodelovati z njimi, živeti z njimi, vse. Ampak tega ne razumejo. Razumejo samo eno stvar in to je ubijanje. Zdaj pa ne morem, da ne bi vprašal o skrivnem obisku, za katerega je urad izraelskega premierja dejal, da ga je Netanjahu opravil marca v Abu Dabiju. Čeprav so v Zaje uradno zanikali, da bi se ta obisk zgodil, je Netanjahujev nekdanji pomočnik, za katerega je dejal, da je bil na poti, obisk opisal zelo podrobno. Ali lahko razložite, kaj se tukaj dogaja? Mislim, da bom sledil uradni razlagi Zaje, ki pravi, da so to zanikali. Torej, bom verjel v svoji državi. Če bi imeli korist od tega, da bi to povedali, bi to tudi povedali. Ampak mislim, da če je to prišlo z Ministrstva za zunanje zadeve, bi temu bolj verjel.